Gospe in gospodje, prepričana sva, da vam bo naslednji voditelj nocojšnjih Viktorjev zelo všeč. Če ne, vam nimava kaj pomagati. Z vami je Boris Kobal. Dober večer. Jaz sem vse napisano. Ne bi hotel, da bi bilo tako kot lani. In zato, ker je bilo tako, kot je bilo lani, sem se prišel pravzaprav opravičiti, zato, ker se je zgodilo lani, čeprav njega ni več. Bi se rad opravičil, ne vem, če se še kdo spomni, kako je bilo lani, ker je bilo na nacionalki. In na nacionalki, dobro, saj to ni važno, kje je bilo, ampak je prišlo do nekega nesporazuma, ki se ga ni razumelo. Namreč prišlo je do nesporazuma zaradi majčke, ki sem jo prinesel tudi letos s tem napisom za. Lani so Viktorji šli tako par dni preden je bil tisti famozni referendum o družini, se veste, ne, tisti gej pa pa tret, ne. In zdaj eventi so me obsodili, da sem jaz tle en gej pripadnik, da družine, da smo vsi zmešani in ni res. In me niso razumeli, zato sem se predvsem opravičiti, zato ker dobro, oni so bili intelektualci, ne morajo razumeti, to jaz razumem, ker glavni problem sem hotel povedati, da je bil v Rekelcu. So mi naredili za nič Rekelc in tudi letos imam za nič Rekelc in se ni videlo celega napisa. To je bil cel napis. Buzara piše gor, ne za. Ja, ker sem imel en krasen štos lani jaz na račun gej škampi, ne? Gej škampi, ki se rečejo, en gej škamp reče unmu, prideš v Buzaro zvečer? Mislim, brez veze kot humor, ampak kaj, jaz še danes ne razumem, kako je možno, ne? Da en tak tip, ki sem jaz, mislim, nikakav na nek način, brez humorja, en satirik brez vezen, da se me bojijo, mislim, da se nas, ker se nisem bil sam lani, vem ti, kaj so zagnali. Pa to, pa dej dol majico, pa dej da pa nekaj govoriti, pa botun, pa ena reakcija, mislim, cenzure, pa grožnje, hujskaštvo, da nismo korektni. Ej, korektni. Korektnost so si izmislili, mislim, nekorektnost, ker en satirik, ne, mora biti korekten, politično korekten. Mislim, da, jaz sem vprašal, ne, se ga mi lahko poveste, kaj pomeni biti korekten, ne? So mi rekli, če udariš po desnici, udar tudi po levici. Jaz sem rekel, jebem ti, če pa ni levice. Kam nam tolčem? A ne? Dober večer, Lukšič. Se opravičujem. In mi moramo biti korektni, oni kolegi dol v parlamentu, jebenti delajo pa kar čejo, golfajo, kradejo, prepisujejo magisterije, tako da ne moreš verjeti. Mi moramo biti pa korektni. Ker ta korektnost, ne, ta beseda korektnost je postala neke vrste bolezen. To je moderna bolezen slovenske specialiteta slovenske demokracije. Ker 30 let nazaj, če že danes se spominjamo, ker smo bili še v času hude diktature, citiram, ne, ni bilo treba delati vicev na račun, recimo, pripadnice enakovrednega ženskega spola močnejše postave, ker debele punce so bile zmeraj luštne, tudi v diktaturi. Ali pa recimo na račun, enkrat se je reklo reveži. Zdaj smo korektni. Politika je postala korektna do revežev in jim reče socialno deprivilegirani. So pa še bolj reveži od prej. To je problem, ja. Dobro, svoboda govora, imamo svobodo govora, pa kaj ne z njo? Imamo svobodo govora, mi nimamo več golih otokov. Še Blejskega smo zgubili, kaj šele golega, mislim. Ampak korektnost je kar enkrat nujna, politična, korektnost je postala nujna, čeprav jaz vem, da politiki v parlamentu so tudi humoristi po svoje. Recimo, politiki ali pa ne vem, Erjavc recimo, evo, če ćemo prav ločiti kategorije. On ima tudi vicev na račun korektnosti, kakor čete.
Jaz se ga predvsem, Merjavc ni tak, ki zgleda, je hujši. Je humorist, on ima ta vic, jaz vem, da on pove ta vic, reče, se zberejo, ne, pa vsem prostitutkam med sabo, tam reče, fantje, reče, kaj ostane v vevežu, ko ga vrže službe, kavedit, se smejejo, oni, ki so korektni. Ali pa kako ločeš na demonstracijah bogate od vevežev, z ograjo. Ful korektno, the best. Ampak seveda ni treba biti toliko korektni, zato ker smo že mi, nas prisilijo, da smo korektni, ker mi smo, na nek način smo hlapci, tle je. In si sami naredimo vse, zato ker smo riti, ker se bojimo služb tisti, ki jih imajo ali imate in moramo biti mečkam bolj korektni, zato da bomo pol mi imeli tisti denar, da vrnemo kredit banki, ki bo itak slal v stečaj in bomo mi še enkrat pol plačali. Tako da je vse skupaj ta korektnost, kako bi rekel, preveč korektni smo postali, da bi videli pravzaprav, da realnost ni nujno takšna, kot nam jo rišejo drugi. In zdaj pridem k srcu današnjega večera, dam primer dolgo let nazaj. Visoki srednji vek. Giotto da Bondone. Giotto, ne? Slikar Giotto, veste, vse ste intelektualci, Marija, nisem. To boste že vedeli. On je ime temu velikemu renesančnemu slikarju rojen v eni vasici iz Toskane 1266 do 1337. Pravijo, da je on iznajdel perspektivo, da globino, nepomembno za danes. Ampak kot mulc je pasel ovce. Zdaj ne vem, če jih je zlorabljal, ne vem, to je brez veze za ta intelektualni diskurs danes večer tukaj. Popolnoma o njem vemo, jaz si ga predstavljam kot majhnega inteligentnega dečka, ki na kamnih riše kroge in predvsem ga matra en problem. Zelo veliko razmišlja o nebu. Nebo ga matra. Ker v tistem času so nebo risali samo zlate barve. Karkoli so naredili, nebo je bilo zlato in Giotto je čutil, da je tle nekaj narobe. Ni točno vedel kaj, ampak je rekel, ni prav, nekaj ne štima. On je v bistvu čutil v sebi ta impuls prenove. Jaz ne vem kaj, ne pišem kolumn, ne razumem jaz tega. In potem se je poglobil, se je začel dodatno izobraževati. Je začel brati, ne vem, Mladino, Finance, Žižka, Miheljaka, Crnkoviča, je bral tudi poglede, Reporter, ker takrat ni bilo pornografije, Omizje, Tednik, Odmeve, Studio City, Tarča, vse, knjiga Mene briga in sedaj je bil pripravljen na velik podvig. Vzame platno, vzame barvo, nariše nebo, zlato. Nekaj ne štima, se mu zgodi tudi njemu zlato nebo. Zato se vrže na študijo zlate barve, analitično, kemijsko, študira leto, dve, študira zlato barvo, poskusi še enkrat, jebi ga zlato, že spet zlato. In potem seveda tukaj ne gre, on pade v depresijo, on pade v bipolarno motnjo, on je šizo, kompleten. In gre v Milano gre na blazno velik simpozij svetovne semiologije in ne vem kaj še, psihoanaliza in politika in vsi čutijo, da je treba nekaj premakniti in da bi doživeli katarzo in potem sodelujejo v tem konceptu in razpravljajo o novem nebu, ga narišejo zlato. Ne gre in ne gre. In Giotto popizdi, kompletno, se ima prav, kdo ne bi. In pošlje vred vse, Čomskega, Žižka, Hegla, vse po spisku, za leputne vrata se ga napije, gre na obalo in zaspi. Zjutraj se zbudi ob morju, ves posran od galebov. To ni sicer dokazano. Odpre oči, pogleda gor, gleda v nebo in reče olajšano nekako, reče pa pizda, meni se zdi modro. Pa vsi rečejo, ma ne, ma kaj se neume, ma kakšno modro, je zlato, ma ne. Giotto gre in ga nariše modrega in vsi, wow. Celo v Zboru za republiko, ker so bolj kratkovidni, ampak inteligentni, pristanejo na revolucionarno modrino, ampak potem si premislijo. Nekdo jim je razložil, da gre za levi fašizem.
Ampak je bilo dovolj pogledati gor, ljudje moji. Gor je bilo treba pogledati. Giotto je risal samo potem modro nebo, nič drugega. V intervjuju za sobotno prilogo je tudi priznal, razumel, da ni kaj razumeti. In razumeti, da ni kaj razumeti, še ne pomeni, veste, razumeti. No in se opravičujem še za današnji večer, drug let me sigurno ne bo.